To je podcast Od bita do bita. Midva sva Maruša in Anže. Jaz Maruša, on Anže, z novimi 3 temami, s čisto novo gostjo, ki je mogoče morda še ne poznate. In koliko minut imamo, Anže? Aj važno. Ne. Ok, Val 202. Play Od bita do bita. Maruša in Anže z gosti o sodobnih tehnologijah. Dobrodošla pri nama v studiu Od bita do bita Tiva Vlajs, strokovna sodelavka podiplomske šole ZRC SAZU. Pozdravljena. Tudi navdušenka nad tehnologijami, Tiva? Ja in ne, bolj po sili razmer. No? Okay. Tiva, v uvodu bi te tako kot ostale goste te sezone morala vprašati, zakaj si ali nisi na Facebooku, ampak tebe izjemoma ne bova, ker se bomo ravno te teme, glej, lotili v prvi aktualni temi. Čeprav mi da so res kul, pač postavlja neko vprašanje za vsakega gosta, pa pri 3. gostu. Vse pade v vodo. Ja, res, razmišljamo naprej, pač to je res kul. Je pač res posebna tema, no? Ja, se strinjam. Dajmo povedati, no? Da bodo poslušalci ugotovili, kaj je fora. Od bita do bita. Da razložim, če se kateri temi od bita do bita ne more izogniti, je to seveda Facebook, to ste zdaj že v vseh teh letih ugotovili, ampak ne bomo nadaljevali tam, kjer smo prejšnjič končali, v virtualnem svetu, ampak kar gremo lepo v realnost, tukaj in zdaj v realnost algoritmov. Tiva, ostala si brez Facebook računa, čeprav nisi bila do nikogar žaljiva, čeprav nisi bivši predsednik Združenih držav Amerike, čeprav nisi zlorabila sistema, čeprav nisi naredila ničesar narobe. Daj razloži to zgodbo. Takrat, tistega dne, ko sem ostala brez Facebooka, sem Facebook uporabljala v službene namene. Bilo je sredi maja, če se pravilno spomnim. To je obdobje, ko na visokošolski instituciji poteka cel kup dogodkov, zaključujejo se predavanja, običajno s kakšnimi odmevnejšimi javnimi predavanji, pa tujimi gosti. Poteka obdobje zagovorov, okroglih mis in tako dalje. No, in tistega dne sem imela veliko dela in objavljala dogodke na Facebooku, dogodke institucije, javnih predavanj, ki so se vrstila v naslednjih tednih. In pač tako kot vedno delam, sem objavila dogodek za prvo predavanje, nato sem se lotila objave dogodka za drugo predavanje. To drugo predavanje je bilo o teorijah zarot. In kot običajno sem pač predavateljica je pripravila naslov predavanja in vsebino predavanja. Moja naloga je bila, da sem to vsebino pač naložila v ustrezni obrazec, povabila zainteresirano javnost na ta dogodek in se lotila 3. dogodka. In ko sem to počela, se je nenadoma ekran pred mano spremenil. Hitro? Ja, tako hitro se je ekran pred mano spremenil in dobila sem obvestilo, da sem odjavljena iz Facebooka in da se lahko znova prijavim. Znova sem vtipkala uporabniško ime in geslo, mislila sem, do neke osvežitve je prišlo sistema. In tukaj je prišlo do prvega zapleta. Dobila sem obvestilo, nekakšno obvestilo je bilo, da se je zgodila neka kršitev, zaradi česar nimam več dostopa do svojega profila oziroma uporabniškega računa in če menim, da je prišlo do napake, lahko oddam ugovor. In tukaj bi že prvi zaplet, namreč tisto okno, pogovorno okno, v katerem bi jaz vpisala, zakaj menim, da je prišlo do napake, mi je bilo nedostopno. Naložila sem fotografijo osebnega dokumenta, da pač izkažem istovetnost in da je vse v redu, da sem res ta prava oseba in tako. In ko sem kliknila oddaj, se je pojavilo novo okno in v tem oknu je pisalo, da je bila moja kršitev tako huda, da je bil izbris z Facebooka takojšen, stalen in brezpriziven, da nimam pravice do ugovora. Ob tej točki sem jaz obstala, hitro sem začela v mislih premljevati, kaj za vraga se je zgodilo, kaj je bila zadnja dejavnost, ki sem jo počela pred tem, ko se je to zgodilo. To je bilo tisto predavanje o teorijah zarot. In sem se obrnila k sodelavki in jo prosila, če preveri na Facebook strani institucije podiplomske šole, če ta dogodek obstaja. In ko je ona začela klikati, da bi našla to, mi sporoči, da institucije ni več na Facebooku. Wow. Potem sem jaz skočila na njen profil, brskala in gledala in ugotovim, da ne obstaja več ne institucija, ne jaz. Razsežnost tega se je pa izkazala šele zvečer in na naslednjih dneh. Namreč z Facebooka ni izginila zgolj institucija, pa moj račun,
ampak so izginili računi še preostalih 4 urednikov, ki so pač imeli pravico do objavljanja na instituciji. In v naslednjih dneh smo ugotovili, ker sta bila recimo 2 uporabnika še urednika ene tretje strani, edina urednika je še tista stran izginila z Facebooka, skratka. To je bila ta situacija. Nenadoma ne obstajaš na Facebooku, nihče te več ne vidi. Vse tiste vsebine, ki si jih nekoč kje na Facebooku pustil, so izginile. To je v bistvu ful dober nasvet, če res hočeš s Facebooka. Prej si rekla samo teorije zarota, da je bilo to predavanje. Zakaj konkretno šlo? Ker mislim, da tam je kar ključno, pa glede na časovni okvir, v katerem se je to dogajalo. Ja. Treba je še pojasniti. Namreč Facebook v nobeni točki ni pojasnil, zakaj se je to zgodilo. Samo kršitev je bila tako huda, da ste trajno izbrisani brezprizivno, brez možnosti ugovora zavedno. Ne tako kot recimo Trump, za katerega se vsak mesec preverja, ali se lahko na Facebook vrne. Mi smo bili hujši, mi smo bili brisani zavedno. Skratka, mi smo potem rekonstruirali dogodke, kaj je bilo tisto, zaradi česar smo bili izbrisani. In naleteli na eno institucijo v tujini, ki se je zgodilo enako, skoraj identično. In ta institucija je imela tudi neko predavanje, nek dogodek, ki je o teorijah zarot, se pravi, tako kot mi kritično naslavljali, so kritično naslavljali teorije zarot. In v teh dogodku je bila tudi beseda QAnon. Ja, to je lahko izgovoriš, ne bomo te izbrisali, verjetno. Pazite, ko boste delili povezavo o tej oddaji, te epizode. No, mi na Facebook odbite ne dajeva več, tako da saj to. Dobro. Tukaj je bila pač omenjena ta beseda QAnon. Nismo razmišljali o tem, tako kot tisti, ki teorije zarot širijo, da je treba pred uporabo na družbenih omrežjih te besede prikrivati ali pa zanje dajati neke druge besede, za kateri ti, ki so v skupnostih teorij zarot, vedo in vedo, kako se obnaša. Mi, ki smo pa naivno in akademsko pošteni, pa o tem seveda nič ne vemo. Tvoj račun ni bil nov, od institucije račun ni bil nov, vi ste tam leta že objavljali. To je treba povedati, tako hočem reči, se mi zdi, da ko se zgodijo te avtomatike, tako kot se je vam zgodila, jo jaz razumem nekako za neke frišne račune, ki se ustvarjajo, ki so namenjeni dezinformacijam in širjenju, ker to ljudje delajo pač nove in nove, to zdaj že boti delajo račune in potem samo da lahko šerajo in si med sabo lajkajo te farme. Ne, to je šlo pač za tvoj osebni račun, ki je pač bila si administratorka. Tako, stvari z zgodovino na Facebooku, niso bile nove. To mislim, da je treba poudariti samo zato, da ljudje dobijo občutek. Pa še enkrat, to je bilo v parih sekundah. Ja, to je bilo par sekund. To je bilo par sekund. Jaz sploh nisem, zato pravim, jaz sem mislila, da prihaja do nekih osvežitev strani. Jaz sem bila prej dobrih 12 let uporabnica Facebooka. V zadnji polovico tega časa sem bila urednica ne zgolj službene strani, ampak tudi nevladnih organizacij, kjer sem prostovoljka. Bila sem vešča tega, kako objavljati, kako komunicirati z različnimi javnostmi. Nisi QAnon believer. Ne. V zasebnem življenju. Nisem. Algoritem lahko preveril in šele kasneje urgiral, ampak ni. Dokaz za to je verjetno že to, kako naivno sem objavljala. Midva smo v Odbiti sicer že pohvalila redke geste Facebooka, da cenzurira neko nestrpno komunikacijo, rasno diskriminacijo, nasilje, ampak problem je v tem, kot je iz tega primera očitno, da za temi sankcijami ne stoji nobeno uredništvo, ljudje, ampak algoritem, ki se lahko zelo, zelo, zelo zmoti, kar pomeni, da očitno imamo problem že zelo dolgo, ampak se ga takole zavedamo šele na realnih primerih. Predvsem vi, Tiva, kaj ste naredili? Razumem, da pač je prišlo do popolnega izbrisa, ampak kaj potem ste se čez teden, 2 mesec poskušali obrniti na kogarkoli, si poskušali razložiti, da je računalniški algoritem storil napako in to pač predati naprej. Kakšna je bila ta komunikacija s Facebookom, če je do nje sploh prišlo? Ja, ni bilo odgovorov. Vsak od teh izbrisanih urednikov smo poskušali na osebni ravni reševati, da smo iskali razne te možnosti na Facebooku, da podajamo ugovor in vsi smo dobili vedno enako, nimate pravice do ugovora. Potem, ko smo govorili z svojimi znanci, prijatelji, se je mogoče tu pa tam kdo angažiral, ki je imel kaj več znanja,
Tako da smo prišli do 3 elektronskih naslovov. Treba je vedeti, da nekjer ne obstaja nek elektronski naslov, telefonska številka, oseba, kjer ti lahko pojasniš, zakaj meniš, da se ti je zgodila napaka. Tega ni. In potem smo po raznih kanalih prišli do nekih takih naslovov. Z enega od naslovov smo celo dobili avtomatski odgovor, se pravi, je bil delujoč, da bomo v najkrajšem možnem času prejeli odgovor, vendar tega odgovora seveda nikoli nismo prejeli. Poskušali smo po teh kanalih pojasniti situacijo. Nekdo me je napotil tudi na HTT Pool v Sloveniji, če sem jaz prav razumela, skrbi za oglaševalce na Facebooku, ne nazadnje je tudi podiplomska šola, saj na začetku, ko je gradila skupnost na Facebooku, bila oglaševalec. Oni so tudi dali nekih povezav, preko katerih bi lahko pojasnili, ampak nič od tega ni delovalo. Ne? Govoriš zdaj s človekom, ki je bil na Facebook službeno, z Valom, jaz sem bil na Facebooku v Londonu, dobil 2 maila od ljudi, ki sem jih v živo spoznal, pa potem, ko sem jim pisal, nobenega odgovora. Hočem reči, tudi če poznaš ljudi, tam je pač tako zelo dobre volje odvisno. Mislim, meni je všeč, da so se lotili tega, ne, tudi potem skoraj da po prijateljskih povezavah, ne, že prija do ljudi, ampak tisto, kar mene pač vedno znova potem razočara, ne. Jaz jih razumem, da nimajo mailov zunaj, ker pač Facebook ima, vsi vemo, 3 milijarde uporabnikov, ali ne vem, kakšne so zdaj zadnje številke, ne. To bi pač bilo nemogoče, ne. Me pa jezi, da recimo ono okence ni delalo in da je ta avtomatika res bila pač hipna, ne. Hkrati pa to še vedno, ne, rečemo, algoritem je, to je še vedno nekdo napisal, ne. Jaz mislim, da vi ste imeli res nesrečo, ker se je to vse zgodilo po tistem 6. januarju, mislim, da je, ne. Po napadu na Kapitol, ne, da je bilo to v mesecih potem, ne, ko so bili na Facebooku sklepamo resni paniki. Ja, če sem jaz potem razumela vse za nazaj, je takrat ta QAnon postal tudi neka resna teroristična grožnja in mislim, da je zato bila takšna reakcija. Pred volitvami mogoče bi šlo še skozi, potem je bilo VKR. Ampak ste razmišljali tudi o tožbi, naprimer, če imate izkušnje, ker ste gledali, kaj so kolegi v tujini s podobnimi izkušnjami počeli, ne vem, verjetno ste poskušali na vse možne načine, klicali v vsako možno državo. Ravno to, ko smo mi naleteli na te na članke o ljudeh in institucijah, ki so se jim pripetile podobne zadeve. Nenazadnje smo imeli tudi mi v Sloveniji že to vrstne probleme raznih institucij. Smo videli, da v bistvu je to zelo neuspešno. No? Vse institucije in vsi ljudje so se soočali z enako, identično težavo in to je nedostopnost Facebooka, nemožnost, da podaš ugovor in da ne naletiš na osebo na drugi strani, ki je pripravljena prisluhniti in tudi reagirati. No in skratka, ko smo mi vse to raziskovali, čim bolj zasebno in osebno, namreč šola je mogla funkcionirati naprej, mi smo se mogli v tistem danem trenutku znajti, kot smo se, in mi nismo imeli ne osebja, ne časa, da bi se tako resno podali v to, kako zdaj s Facebookom delati. In hkrati je tudi jasno, Facebook je tako ogromno omrežje, da se s takimi majhnimi zadevami, kot je že Slovenija, kaj šele podiplomska šola ZRC SAZU v Sloveniji, ne ukvarja. Ne? Tako da o tožbi nismo razmišljali. Smo pa imeli več pogovorov, recimo jaz sem imela pogovor z Domnom Savičem, ki je objavil tudi članek v Monitorju. Nekdo drug je imel potem z Urošem Škerlom z Dnevnika, ki je objavil članek o tem v Dnevniku. To vse seveda prišlo do Facebooka, tako kot ta oddaja. Ne, ampak je pa prišla ta vest potem tako nekako do ljudi, ki so pa imeli še neke druge povezave in ki so potem našli še druge ljudi, ki so bili enako ogorčeni kot vsak, ki izve za to zgodbo prvo in so potem počasi širili to celo izven Slovenije, tudi v Evropsko unijo. Moram pa priznati, da jaz nisem imela nekega upanja, da bi se kdajkoli, karkoli v zvezi s tem rešilo. Šola sama je pa mogla reševati problem tega, da nenadoma ni več na Facebooku. In Facebook je ena skupnost. Ja, nažalost. Tako je. Mislim, v bistvu je res. Tam je ena skupnost, ki deluje kot oglasna deska. Plus na Facebooku običajno delimo še kakšne drugačne vsebine, ki jih na nekih uradnih spletnih straneh institucij ne delimo. Ne? Recimo kot danes, ko se je ena naša sodelavka v vaši oddaji Jezekanje pojavila. Tega ne deliš na spletni strani. Skratka, tvoja pojavnost je nenadoma zelo, zelo zmanjšana.
In mi smo mogli to nadomestiti zelo hitro, sicer ne enako uspešno. Odprli smo Twitter račun, ampak spet tam je javnost popolnoma drugačna, način komunikacije je popolnoma drugačen. Zdaj, ko o tem razmišljate, ko ste pač toliko mesecev bili kot institucija brez Facebook računa, se vam to zdi problem, da vso komunikacijo polagamo v Facebook, vse upe, vso nagovarjanje občinstva? Problem zna biti tudi z tega, ker čeprav v nekje kotičku zavesti ves čas veš, da na Facebooku nisi lastnik svojih objav in svojih vsebin, nisi nadzornik, o tem zares ne razmišljaš in pač ves čas objavljaš in si prepričan, da je to pač tvoja stvar in to imaš ti nadzor nad tem. No? In kot se je v našem primeru izkazalo, ti nimaš nadzora nad vsebinami, ki jih podajaš na Facebook in tudi ne nad tem, a bojo te vsebine obstale in boš imel še vedno dostop do tega. Ne? Ampak zdaj pa ste nazaj, ne? Če prav razumem. Ti si nazaj na Facebooku. Vidva se morata pohvaliti, imata to ekskluzivno pravico. Prva sta, ki lahko v eter pošljeta to informacijo, da je podiplomska šola ZRC SAZU in vseh njenih 5 urednikov nazaj. Ko se je ta vest začela nekako širiti izven Slovenije v Evropsko unijo med neke ljudi, ki niti čisto iskreno nisem zares spremljala, kdo so in kaj so. Vsake toliko smo bili pobarani za dodatno razlago in tako dalje. Tako strani Facebooka ali ljudi, ki so na recimo z nami je stopil v stik Tomi Dolenc z Arnesa, on je imel neke zveze, tiste zveze so imele dodatne zveze, vsi so se, moram reči, zelo angažirali, ker so bili ogorčeni nad situacijo. In to je trajalo nekje 2 meseca približno. Potem, ko je pa prišlo do ključne osebe, se je pa to zgodilo v hipu. Se pravi, ta vrnitev, obuditev novična na Facebooku je bila tako hipna, da mi sploh vedeli nismo za to. No? Skratka, prišli smo, vstopila je z nami v stik, kot sem razumela, najvišje rangirana na Facebooku za Evropsko unijo. Prosila je za naše tiste elektronske naslove, s katerimi smo se prijavljali, pa za naslov institucije, s katerimi je bila na Facebooku. In potem sem jaz 2 dni nazaj, večer, sva s hčerjo na mojem telefonu gledali e-asistenta in če so kakšna nadomeščanja in čez ekran se mi zasveti sporočilo prijateljice, Tiva, jaz te vidim na Facebooku. In jaz tako, sploh nisem dojela, mislim, to je bilo že 6 mesecev od tega, kar mene na Facebooku ni, jaz sem se prilagodila drugačnemu življenju. In potem nisem dojela in tako, kakšen članek, kdo kaj o meni piše in ona, ne, tvoj profil. In potem tako, ko sva včeraj zaključile, grem prav skoraj da s tresočo roko znova vtipkam Facebook, svoje uporabniško ime, staro geslo. Dela. In brez česarkoli, kot smo z Facebooka izginili, smo se praktično na Facebooku znova pojavili. Edino pojasnilo, ki smo ga od te osebe dobili, je, da je šlo za Facebook tehnično napako. Ja, seveda, to je klasičen. Ta del me najbolj jezi, ker vedno se potem reče, bil je algoritem, kada niso neki ljudje napisali teh algoritmov. Pač vedno je potem ta odnos, da če pa algoritem naredi, ni pa človek nič kriv. Točno to smo mi takrat v rekonstrukciji dojeli, da je šlo za algoritemski bris in to je ta problematičnost. Ne? Algoritemski, ta računalniški bris vidi svet samo črno-belo, se pravi prav narobe. Svet pa ni taka. In v našem primeru ta algoritem ni bil sposoben razumeti, da je šlo za kritičen govor o teorijah zarot, ampak je to zamenjal s teorijami zarot. Smo bili izbrisani. Pa hkrati je to bližnica za Facebook. Moglo bi biti tako, če pride do algoritemskega brisa, mora biti čez meri oseba na drugi strani, ki to preveri. V našem primeru tako. Človek pogleda in glede na to, kašne vsakič, ko imajo tiskovko, koliko so zaslužili v vsakem letu, je to, mislim, da čist rešil problem za njih. Pa se ni. In potem je vedno ta algoritem je bil. Veste, algoritem je bil. Tehnična napaka. To je zelo enostavno reči. To je najlažje reči. Tako da, mislim, na tej strani, kjer mi sedimo, smo vedno ljudje proti Facebooku, ampak pa se jemlje, kot da so Facebook neki roboti, ki tam neki programerji sedijo in pač tudi nekdo se odloča. In
In takrat jaz verjamem, da ko je po 6. januarju v Kapitol, ki so napadli v Ameriki, Mark najbrž je en mail poslal, da naj se QAnon malo miri na Facebooku. Gotovo. Ja, tako da so bile, tukaj so človeške odločitve ozadji. Na slabi strani tega ste pa vi, ki hočete pač predavanje v QAnon in potem zginete za pol leta. Ampak meni je noro, da je res tako antični bogovi, pač, tako deluje. Pač, ti vzamejo in te dajo nazaj. Brez da bi vedeli, kar je noro. Všeč mi je, da ti je kolegica mogla sporočiti, da si nazaj. To je super. Meni se to zdi kar problem in nevarno, da ugotoviš ob neki taki stvari, da je Facebook tako velik del naših profesionalnih in osebnih življenj. Se mi je zdel pomenljiv tvoj stavek, Tiva, ko si rekla, da si se zdaj pa že po pol leta pač prilagodila, odvadila in navadila na drugačno življenje, pa je samo Facebook. Ja, tako osebno, ta izguba Facebooka, recimo, ne vem, če me je prav zares močno prizadela. Jaz, kot sem prej rekla, sem Facebook bolj zadržano uporabljala. Nisem ga uporabljala niti tako za neko arhiv osebnih fotografij, družinskih fotografij, videov, tako da jaz nisem nič zares osebnega izgubila. Me je pa prizadelo, izgubila sem komunikacijo in sem mogla zelo na hitro uvesti nove načine, namreč sploh od korone dalje je postal Messenger pomembno orodje v komunikaciji s sorodnikov, očetom, mamo, s prijatelji, za videoklepete, sploh ko smo bili vsi zaprti in se nismo smeli družiti. In ta navada je kar ostala. In ko sem jaz nenadoma izgubila orodje do tega, sem mogla najti nove načine, pri čemer sem mogla jaz biti tista, ki prilagajam te nova orodja uporabnikom, ki se jim nič ni zgodilo. Oni so še zmeraj mene čakali na Messengerju, mene pa tam ni bilo več. In to je bilo tisto, kar me najbolj prizadelo. Tlele je zahtevalo kar veliko angažmaja, da sem našla nove poti. Pa še pol, si dejansko šla tudi na WhatsApp, ki je tudi od Facebooka. Ja, zelo me je bilo strah, ker sem recimo tudi Instagram uporabnica in sem rekla, a tle še obstajajo, da sem tudi tle zginila, ker je od Facebooka. Zanimivo, da si, zaradi tega, ker zdaj smo videli že parkrat, ko je imel Facebook težave s strežniki, so vsi trije dol padli. Tako Facebook, WhatsApp in Instagram, tako da te povezave so. Sem doživela na WhatsAppu in na Instagramu, ampak ne, to je ostalo. Tako in mogoče sem včasih sem si mislila, tle sem pa še, ne zares, ampak ja. In zato zdaj, če lahko naprej grejo na drugo temo, sam še enkrat rečem, ljudje pejte na Signal. Signal je tista 4. ali 5. aplikacija, ki jo uporabljam za drugo komunikacijo. Ki je saj protokolen, pa fundacija, pa da se jim donira denar. To moram reči vsakič. Pozdravljam. Zanimiva izkušnja. Dobro, da se vam je zgodila, ker malo zanimivo oddajo, ampak vseeno ni prav, čeprav si predstavljate, da bi cela Slovenija izgubila dostop do Facebooka. Vse za 2 meseca, za 2 meseca. Vse v en dan smo bili vsi brez, pa smo kar nekako preživeli. Vse smo bili. Odbita, dobita. Druga tema, nadzor, pa ne Facebookov nadzor nad vsemi nami, ampak nadzor doma. Si predstavljam, da želiš kot starš zaščititi svoje otroke pred tem groznim svetom in spletom, in iščeš možnosti, naprave, aplikacije. Zato nekaj nasvetov, ker Tiva si nam rekla, da si razmišljala o nadzoru, o omejevanju tehnologije pri tebi doma. Mislim, da skoraj vsak starš na eni točki pride že na podlagi lastnih izkušenj, pride do tega, da razmišlja, na kakšen način se bojo pretežno ekrani uporabljali v domačem okolju. Sem tudi mama, in sem tudi jaz o tem razmišljala. Bila sem ena od tistih staršev, smo bili družina, ki prva 3 leta, skoraj cela 3 leta nismo imeli niti televizije doma. Edini medij, ki ves čas odmeva, je radio in Val 202. Zares, ne da zdaj tlele nekaj počnem. Zato si tukaj. Ja, skratka, prva 3 leta niti ni bilo televizije, potem je počasi smo televizijo tudi nabavili in ves čas o tem razmišljaš, kako otroka
puščati pred te vsebine. Zdaj, pri meni je bilo eno ključno vodilo, televizija ni prižgana kar v 3 dni, skratka ni ves čas prižgana, gledanje televizije je bil družinski dogodek, risanke, sprva, ko je bil otrok majhen, smo gledali skupaj risanke, ampak seveda otroci rastejo zelo hitro, rastejo malo prehitro za to, kako smo se mi odrasli sposobni prilagajati. Z tem, ko je hči rasla, se je zelo intenzivno razvijal tudi svet in vsemi možnimi napravami. Prej kasneje se soočiš tudi z uporabo mobilnega telefona. Pri nas se je zgodilo to malo pred tem, ko sem načrtovala, ker so sorodniki podarili hčeri telefon mobilni. Tako da je to moje... To dejstvo je bilo najprej pospremljeno z jezo z moje strani, ki sem jo mogla seveda pred otrokom, ki je bil strašno navdušen, skrit. Zdaj, naloga moja je bila, da sem te pripomočke predstavila kot uporabne pripomočke. Glede na to, da je hči tudi športnica, se telefon zelo dobro obnese, ker vse čas javlja, tukaj sem, pridite me iskati tja, treba me peljati tja, pa na tekmah v tujini, ko je to odlično sredstvo sporočanja. In vsi vemo, da pa telefon ni samo telefon danes, ampak je ekran in potem se tukaj soočiš, kako nadzorovati čas. Predvsem ključno je bilo zame vprašanje nadzorovanja časa, ki ga otrok prebije za ekrani, tudi zato, ker nam odraslim velikokrat spodrsne. In tukaj potem pride vprašanje časa in potem pride tudi vprašanje vsebin. Večji kot je otrok, več ima dostopa do vsebin, kot ti ne moš biti ves čas prisoten. In tukaj pride do pogajanja, kaj so tiste aplikacije, ki jih lahko ima, ki jih ne more imeti, zakaj, pregovarjanja in tako dalje. Si uspešna? Mislim, da ja. Zaenkrat svoje odločitve in svoje ideje vedno argumentiramo in pojasnimo. Hčeri sem na telefon in vse te elektronske naprave naložila program, čist enostaven Googlov program, ker je pač z Googlom prijavljena, omejevanja časa na teh ekranih, se pravi, in smo določili čas, ki se nam zdi smiseln med tednom, ko poteka šola, in med vikendom. In potem imava ves čas pregovarjanja, sploh, ko ima treninge in tako, če mi podaljšam, zato ker rabi, ne vem, PCT pokazati nekje in podobno. Ne, ampak mislim, je vse razumno in mislim, nisem sicer pristaš tega, da so pravila za to, da se jih spreminja, ampak pravila so vedno del debate, vsakodnevne debate v bistvu, no, tako da to je tudi pri nas. In dogovor imava, da preden namesti karkoli nove, me vedno ne samo vpraša, ampak mora tudi argumentirati, zakaj je to dobro, zakaj meni, da to mora imeti in tako dalje. In potem mora sprejeti odgovor ja ali ne. Izkušnje so super, ampak že moramo se enkrat res poglobiti v to temo, ker so se že večkrat pogovarjali, da si včasih lahko na routerju doma zablokiral določene spletne strani, ne, ali pač, ne vem, zaklenil neke kanale na televiziji, ampak zdaj je situacija s telefoni seveda popolnoma drugačna. Oblike nadzora so zastarele in se seveda danes zdijo smešne, ker skozi en mali ekran vsak, tudi otrok, ima doma cel svet. Imamo še kakšne aplikacije, ki jih priporočamo, kakšne tehnike nadzora? Ne, meni se zdi to pač ključno, ker zdaj, glede na to, da sta itak prevladala Apple in Google, kar se operacijskih sistemov tiče, pač oba omogočata, da se pač uporabnike, vsaj znotraj enega družinskega okolja, daš v te družine, lahko pri Google ustvariš družino, to sklepam, da si ti naredila, in pol ti s Family Link uporabljate tako. Za nadzor pač hčerkinega telefona. Nekaj podobnega ima tudi Apple, se mi zdi, da obe, to so pa večkrat že midva v odbiti govorila, obe podjetji, se zelo trudita zdaj ali iz PR ali pa iz dejanskih skrbi za svoje uporabnike. Pač s temi tehnologijami se mi zdi, da pač premalo ljudi ve za to. Jaz vsakič, ko ljudem rečem, da si pa naredite družino, vsi gledajo. Jaz mislim, da je to bolj znano. Ne, moje izkušnje so take, da večinoma ljudje res tudi te, ki imajo otroke, pa iščejo neke aplikacije, ki bo to rešile, ne grejo pa po tej poti, da bi dejansko ustvarili to, zdaj gremo reči v narekovajih virtualno družino, ki omogoča tako Google kot Apple, ker sta na žalost pač tukaj edina relevantna samo zato, ker so to edina operacijska sistema, ki obstajata. Je pa super, da so vsaj to začeli delati, da lahko dejansko kot starš vidiš, v katerih aplikacijah otrok preživi, pa omejiš časovno pa te stvari. Tako da se je to prava pot. Je pa res, da sem zadnjič videl
že spet priporočila, mislim, da je UKC ali Slonija, sem že pozabil. No. Kdaj sploh otroku dati telefon, ne, in to se začne tako 12 plus, ne, ali pa še kaj kasneje. Ne. Zdaj, kako je to z peer pressurejem pri otrocih, vsi vemo, ne, da je to zelo težko, ne, ampak kot sam nekaj vem, da imam težave, ne, z telefoni in internetom in vsem ostalim. Ne. Ja, jaz upam, da bom zdržal to linijo, no, moram reči. Se mi pa zdi smešno, ki so menili, televizije nismo imeli, tako ne. Zdaj je ta televizija tako malo zlo. Ja, a ni tako malo zlo, ker gre za to enosmerno komunikacijo, ne, ker na TV-ju se samo kažejo stvari, ne, ni otrok ali pa ti, ne, nimaš nekega vpliva v kontrasmer, ne, kar pa telefonu valjda ni res. Pa načeloma so uredniki za vsebinami na televiziji, ki se kažejo na televiziji. So načeloma tudi na telefonu, če omejiš aplikacije, ne, ampak je to res čist nekaj drugega. Tudi lahko omenimo še ta članek, bo dalo zapiske od Staša Zgonika, ki ga je za N1 napisal, ne, s tem psihologom nekdaj. Da je otroku. Ker ta neka prispodoba, ne, ki je zdaj mogoče že malo zlajnena, ampak je že nekaj časa spremljala, ne, da te tehnološka podjetja, da na eni točki bomo mogoče nazaj gledali, kot tobačna podjetja v 50-ih. Da se bomo, smo pa na začetku tega in se učimo in bo kle tudi. Zaklevo tudi do škode narejene. No. To je tako, čisto iz sebe govorim, ker je bila meni narejena, tako karkoli se obrne in se bo, ne, in mislim, da je treba kar paziti. No. Tako da ja. Jaz bi rada povedala, da imam jaz tudi, sem si nastavila na lastnem telefonu omejitev. Sicer tako, ko je že telefon sam omogoča, skratka čas in me opozorim in zaklene telefon. Jaz imam sicer možnost to podaljševati v nedogled, ampak deluje že tako, danes sem bila pa res veliko časa na telefonu, ne. Problem pri meni je še ta, no, da dejansko tudi v službene namene uporabljam ta razna družbena omrežja, družabna omrežja, ker moram deliti vsebine. In je zelo hitro prideš do preveč časa na tem. No? In to je bil tudi eno od argumentov, da sem z lahkoto pri hčeri uvedla ta družinski nadzor. Se nekaj, gledaj, tudi jaz ga imam in potem ima tudi dostop do mojega telefona, da gre sama lahko pogledati, koliko časa je prebila na telefonu, na katerih aplikacijah in sva tudi dosegle sporazum, da smo dodatno omejili časovno posamezne aplikacije. In nekatere stvari se izkažejo za zelo uporabne, ne vem, recimo v času lockdowna, ko je bil v Sloveniji, ko so 4 mesece bili šolarji v domačem okolju, so šolali od doma, so se, ne vem, recimo razne te skupine Viber, Discord, ki so uporabljali, izkazali za dobri luči, ne. Skupnost šolska razredna skupnost se je ohranjala, otroci so ohranjali stik, živo komunikacijo in je to vse v redu. Ne. Je pa fajn, da ima nek občutek o tem, koliko časa preživlja na telefonu, kam to vodi in da ves čas živo nadzoruje sebe. No. To poskušam, no, da nadzoruje sebe, da vidi, kaj počne in da je sposobna se omejevati tako. In ji kažem svoje spodrsljaje in svoje uspehe, ko je uspelo tudi meni. No. Priporočamo torej virtualne Googlove in Applove družine, to se sliši zelo narobe sicer. Ampak ne nekih aplikacij, ki bi delale čudo. Ne, omejevanje časa pred zasloni je dovolj. Nikoli imele dostopa do celega operacijskega sistema, tako kot pač to lahko naredita Apple pa Google. Je ni aplikacija, ki bi znala take reči početi, ki so pač na nivoju operacijskega sistema. Ne. Aplikacija ne more zakleniti druge aplikacije. To je pač dejstvo in mislim, to zdaj zelo posplošujem, ampak načeloma je to res. Operacijski sistem lahko pa marsikaj naredi. Ja. Zdaj pač jaz računam samo na to, da ima in Googlovi in Applevi programeri pač otroke in da vejo, kakšna škoda se dela in zaradi tega te funkcionalnosti obstajajo. Ne. In upam, da se bodo tudi razvijale in hkrati, če si pač na iOS-u, že spet ni slovenščine. Tako da še en velik sredin za Apple. Ja, kar je kar pomembno. Mislim, da za otroke to ni več pomembno. Ampak vseeno, oni vse razumejo. Točno to, ne? Bolj za kot otroke starši. Ne, za starše pa ne. In tle more starš biti tisti, ki ne bi znal nastaviti reči. Ne? Tako da, ja. Kriv bo otrok hitro znal ponastaviti. In še enkrat in vedno znova, vsem, kar razmišljamo, velja tako za otroke kot za odrasle. Lahko si torej nastavite čas, ki je dovoljen za gledanje v ekran. Tretja tema je vedno priporočilo. Tokrat midva, Tiva, če dovoliš, ker včasih odgovarjava na vprašanje poslušalcev. Anže Nejc nam je pisal mail
Takole nekako pravi, na telefonu imam morje slik, spomnim se vajne serije o backupu in vse to imam rešeno, ampak vse bolj me moti, da imam shranjenih čisto preveč fotografij. Res preveč in seveda so praviloma vse podvojene ali potrojene, ker vedno udarim po 10 kadrov, da bosta potem 2 za ziher. Takole nadaljuje, do pred nekaj leti sem si včasih vzel kar veliko časa, da sem jih ročno pobrisal, sedaj pa mislim, da to niti ni več izvedljivo. Meni se to zdi znana težava, moram poudariti, da sem izjemno organizirana, da to počnem sproti, da mi ne vzame veliko časa, ampak kaj odgovarjava Nejcu? Imamo kak app, ki to ureja, a se da karkoli rešiti? Ne, pač ne. Da bi dobro rešil, ne. To je pač vse splošna težava, ne. Sicer moram reči, da mislim, da in Apple Photos in Google Photos, ne, že spet, ker sta to te dva operacijska sistema, podvojene slike že sama brišeta, če zaznata, da sta 2 sliki popolnoma enaki, ne? Ampak mi ne govorimo o tem, kle govorimo že spet o lastnem nadzoru, da ne narediš 10 kadrov vsakič, ne? Ja, in jaz ne vem, kako se bo to rešilo, v resnici ne vem. Jaz tudi iskreno, ne, že to vsakič rečem, že tako Google pa Apple zaupamo vse svoje slike, kar je zdaj, ali to pametno početje, bomo že spet, kot tobačna industrija, bomo na dolgi rok zvedeli, ne. Tako, kot je Tiva prej rekla, saj na Facebooku upam, da jih noben več ne daje, ne. Ampak jaz ne vidim, ne vem, kako to rešiti, razen s to neko samodisciplino pa boljšim kadriranjem, takrat, ko slikaš, kar je res nehvaležno reči. Mislim pa, da sploh ni rešitev še ena aplikacija, ki bo to pregledovala, pa potem se sama odločila o tistih 10 zajetih slik, ne, katera je pa res tista najboljša, ne. Že tako je vse to toliko subjektivno, da ja, mislim, da ne ostane drugega kot ročno, kaj že, plevel in seme, jaz ne vem, znam teh metafor, ampak ja, pač ročno pregledovanje in brisanje, jaz ne vem. Jaz imam še eno idejo, ne vem, kako bi to bilo izvedljivo na tem majhnem trgu, ampak mislim, da sem v New Yorkerju brala točno o tem, o poklicu, se pravi o realnem človeku, o uredniku, ki ni algoritem, ampak je človek, kot ga poznamo danes, ki počne točno to. No. Mislim, da selekcionira namesto tebe, ki si čustveno preveč navezan na vseh 10 kadrov, selekcionira in izbira najboljše in ti pač potem priporoča, lahko je to poročni album, lahko je to album z dopusta ali enostavno življenje, skratka pregleda 1 leto v Google Photos in izloči tisto, kar je pač rahlo preveč, 10 kadrov ali več, dragi Nejci, je rahlo preveč. Ja, sem zdaj, telefoni ta burst mode uporabljajo, pač tako je v življenju, se mi zdi. Ne, meni se zdi to ful dobro vprašanje, ker je pač res zelo realna dilema, ki jo imamo vsi, ampak neke v narekovajih normalne rešitve, ni kakor manual labor, se temu reče pravilno slovensko. Jaz sem temu zdaj zelo prisluhnil. Ne vem, če smo kakšno težavo ravno rešili, ampak odprli ogromno dilem. In Tiva Vlaj, najlepša hvala, da si prišla s to izkušnjo in ekskluzivno novico, da ste nazaj na Facebooku. Hvala tudi vam za povabilo. Sicer so pa vse epizode tega podcasta na valjda.si pošiljnica odbita in pa v vseh podcast aplikacijah. Hvala vsem za ocene v Apple Podcasts. Pa pošljite kakšen mail, mogoče boste v odbiti. odbita@rtvslo.si se temu reče. Hvala Nejc in vsem ostalim. Hvala za pozornost, se slišimo zelo kmalu. Čau. Čau.